sem Sergeja Fredrik-Okornik in sem zaposlena kot krupjejka. Leta 1994 sem začela povsem novo karierno pot. Prijavila sem se na izobraževanje, ki ga je razpisalo podjetje HIT-DD. Izobraževanje se mi je zdelo zelo zanimivo, ker je ponujalo nova znanja na povsem drugačnem, specifičnem področju, ki je bilo za mene takrat neznano. To mi je bilo tudi izziv, ker sem prej delala v drugih firmah kot upravni tehnik. Izobraževanje je trajalo kar nekaj časa. Najprej sem morala skozi zahtevno selekcijo kadrov, ki je zajemala testiranje psihomotoričnih sposobnosti, znanje enega od tujih jezikov, v mojem primeru je bilo to italijanščina, ker imamo v novogoriških igralnicah pretežno italijanske goste, in pa osnovni izpit iz osnovnega tečaja za krupjeja. Po vsem tem smo nadaljevali z izobraževanjem, praktičnim izobraževanjem za ameriško ruleto, ki je trajalo 3 mesece. Po opravljenem izpitu sem imela še delovno prakso v podjetju in nato smo še nadaljevali z naslednjim izobraževanjem za igro Blackjack, to je igra s kartami. Skupaj je izobraževanje in praktično usposabljanje obeh iger trajalo približno 5 mesecev. Delo krupjeja terja vedno nova znanja, pridobivanje vedno novih znanj, kar pomeni stalno udeležbo na izobraževanjih. Ta izobraževanja so recimo nove igre na srečo, poznavanje delovnih navodil, potem delo z igralniškimi informacijskimi sistemi, tečaji z področja komunikacije, medkulturnih razlik in podobno. Skratka, vsa izobraževanja, tako strokovnih kot splošnih znanj. Danes sem usposobljena za izvajanje 12 iger na srečo. Delo v igralništvu zahteva povsem druga znanja in spretnosti in pojavilo se je vprašanje, kako vsa ta pridobljena znanja potrditi oziroma dokazati. V podjetju, v katerem sem zaposlena, so ta znanja res ovrednotena in upoštevana, vendar se pojavi problem izven podjetja, če bi želela svojo karierno pot nadaljevati nekje drugje. Leta 2005 je bila potrjena nacionalna poklicna kvalifikacija krupjej-krupjejka, ki zajema znanja ameriške rulete ali francoske rulete in blackjacka. Glede na to, da še ni formalno pravne institucije, kjer bi lahko pridobila poklic krupjejke, sem se odločila certificirati svoje znanje na podlagi pridobljenih delovnih izkušenj. Prijavila sem se v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, kjer sem skupaj s svetovalcem pregledala zahtevana znanja in spretnosti ter vstopne pogoje. Ugotovila sva, da izpolnjujem vse pogoje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije krupjejka in tako sem na osnovi potrjevanja pridobila certifikat. MPK, ker izkušnje štejejo.